Dobro, Maruša, volitve niso še konec, soočenja so mimo. Tokrat si bila prvič del take stvari, a ne? Soočen, ja. Prvič. Kako se ti zdel? Zanimivo. Mislim, nekaj je ta priprava, pa tako, meni je to itak tako zabavno, ne. Drugo je pa pol, ko dejansko gledaš pa poslušaš. Tako da V bistvu so to tudi prve volitve, ki jih spremljaš kot novinarka. O ja. No, se pravi, tokrat imaš čisto drugačen pogled, predvidevam, da na kandidate, na volitve, na vse, kar se dogaja okrog. Kar pravilno predvidevaš. Pa daj povej, kako je to? Jaz sem že kako je to? Mislim, če čisto priznam, meni je bilo volitve prej brez veze, ne. Vsi sam nekaj govorijo, naredi, kar kdo naredi, eni pač malo več, eni malo manj. Letos mi je pa tako prav zanimivo, tudi tako, ko mi malo debatirave o tem, pa malo špekulirave, veš, kdo, že predno so sploh bili kandidati, smo malo ugibali. Kdo sploh bo, ne? Kdo kandidiral, ja. Da vidimo, a bo res, a ne? Ja, ta se malo velikrat pojavi tlele v Zasavju zadnje čase. Ta bo sigurno, ta bo sigurno. Tako da tako, ja, to malo. Pa kar nekaj predvidevanj smo imele prav, a ne? O ja. Ja. Smo imele, ja. Jaz mislim, da tudi ljudje že opazijo, ne, da. Eni so res tako prozorni, ne moreš zgrešiti, prej ga ni 2 leti, 3 leta ali pa 10 let, Sploh potem ne pa tik veš, pred volitvami. Tudi Se pa tisti, skozi ki niso pojavlja. iz Zasavja, sama veš, ker tudi hodiš po teh dogodkih službeno. Spet sem videla tega, prej pa sploh nisi vedela, kdo to je v resnici. Ja. Okej, kaj ti je bila, pa daj povej, kaj ti je bila, en je danes, oziroma včeraj po soočenjih je rekel, to je en cirkus vse skupaj. Ja. Kaj je bilo pa tebi? Kdo je to rekel? Eden od obiskovalcev, A ja, en gospod. obiskovalcev. Ja. Kaj je bila pa tebi taka stvar, ki si rekla, wow. Ali kakšna izjava, ali kakšen dogodek? Mislim, niti ne, izjave so mi bile še tako, bi rekla, mislim, se opravičujem vsem kandidatom, ampak kar malo dolgočasne. Ne? A si pričakovala malo več boja? Ne, malo več unga, tako, malo žmohta, kako bi rekla, ne. Imeli smo tudi 2 fanta, ki sta nam pomagala na prvih soočenjih, ne. Pa sta rekla, midva so pa mislila, da so jo tukaj več kregali, pa to, ne. Akcijo so hoteli ljudje. Tako da so bili kar umereni, tle pri nas v Zasavju so bili kar No, sej super, da je kulturni, spoštljivost. lepo so se, ja, definitivno. Mislim, sej je zanimivo uno, ko se malo skregajo, pa kako sočno povejo, ne, sam, če pa tako pogledaš, pa ne vem, če bi volila za tazga človeka, ne, ko se gre tam, ne vem, kregat, pa tako naprej, ne. No, ampak sej eno je kreg, drugo je pa neka konstruktivno zastopanje tega, kar verjameš, ki je povsem nasprotje, kar nekdo drug govori, recimo. In jaz sem tudi mogoče tako malce pogrešala, da niso tako bolj stoično stali za določeno stvarjo. Tole in tole mislim in takole je. Sej eni se mi zdi, da so. Zelo Mislim, redki, da no, eni tako. so, So stali, tudi recimo vprašanje, poskušali smo jih izvati seveda z vprašanji, od tega, od nevladnih organizacij, ko je desnica rekla, da to bi oni kar vse ukinili, pa tako. Recimo na soočenjih včeraj je bilo 7 kandidatov, recimo pol levih, pol desnih, pa je bilo tako, no vse pa ne, ja seveda, ker so Saj ugotovili, da to so tudi razlike, gasilci, pa Rdeči seveda so, križ, ja. pa tako naprej. Ja. In potem zelo hitro nazaj potegnejo te debate. Pa svoje izjave. Tudi vprašanje, kdo bo s kom koalicijo sklepal, a ne, pa čeprav že mogoče potalno vedo, so zdaj kar malo tiho še v tem, ali pa s tistim, ki bo imel boljši program, ma kakšen program, ne. Ja. V glavnem je zanimivo. Izkupiček, a ne. Letos nas čakajo še ene volitve. Tako Tako da je. zdaj bomo tudi videli, kaj vse je tukaj odpadlo in kaj od tega, kaj je odpadlo, bo še enkrat čez 3-4 mesece Še na poskusilo, naslednjih ali pa volitvah, pol leta. ne. ali koliko, Ja. Ali pa so šli zdaj malo probat, ali kaj jaz vem, ne vem. No, eno je tudi promocija, ne. Te volitve so ti lahko že v bistvu kampanja za Za lokalne naprej, ne. volitve. Ja. V Zagorju je recimo Til Šile že povedal, da bo kandidiral za župana tudi v jeseni. Bo, Ja. okej. Nazadnje je tudi, a ne? Ja, pred 4 leti je tudi kandidiral. Bomo videli, kaj bo z Rokavcem v Litiji. Ali bo Ja. še šel na ene županske, če slučajno mu na teh ne uspe. Ne vem pa, kaj bo, če mu uspe. Mislim, če mu uspe, bo šel definitivno za poslanca. Jaz mislim, da tukaj ni dileme. Pa bo a ne. pa, kdo pa vmes župan? To je najmanjši problem. Lahko so tudi predčasne volitve. Se to me Oziroma zanima, morajo ne? biti predčasne volitve, Tako kot tudi kar je Trbovlje čisto zdaj okej. bojo, ne, za krajevno skupnost.
Dobro, te Ene krajevne take. skupnosti imajo velikokrat, se tudi zgodi, da včasih sploh nimajo kandidatov, pa krajevna skupnost sploh nima članov. Tudi to je že bilo, recimo v Trbovljah, ne. Tako da bomo še kar pošteno spremljali. Zanimivo je bilo, jaz sem o tem tudi že pisala, da so recimo eni kandidati res v nulo pripravljeni, imajo programe. Tudi tlele sem Tudi videla v spoznajo uredništvu. se na zadeve, ne, Tako, ti lahko, pridejo- analizirajo malo. Eni pa Ja. ne vejo, v katerem okraju kandidirajo, Ja. ne vejo, da je Hrastnik Trbovlje en okraj, že drugič na volitvah. Okej. Potem so kakšni To si že taki- čist brez filtra zapisala enkrat, Tako, ne? to sem že zapisala, pa Ja, tega ja. niti ne skrivamo. Ja. Tudi so kakšni takšni, ki pričakujejo, da ja, bomo kar z njimi naredili intervju, pa objavo in to je to, in kar oni nam svetujejo, kako naj to naredimo. Ja, Ne? tudi smo imeli, ja. Ja. Je pa treba tudi, mi kot mediji moramo biti pazljivi. Vsi morajo imeti enako priložnost, enake res je, vatle ja. za vse moramo imeti, tudi čisto po zakonu, če ne Res tudi je. nam pod prste Računsko sodišče gleda. Mhm. Tudi ne smemo dati nikomur popusta, pa lahko vzame 10 glasov ali karkoli. Ja. Tako da moramo kar paziti. Letos smo volilna soočenja speljali tako, da so bila brezplačna za vse in so se jih lahko vsi udeležili. Tako. Me je da so bili kar presenetilo, da jih ni veseli. bilo še več, glede na to, da smo jim dali res tako najboljšo možno priložnost. Res, da nekateri ne marajo soočen. V zadnjem hipu nas je recimo SDS-ova Patricija, včasih je bila Gorenc, zdaj ne vem več, kako se že piše, nas je skenslala iz osebnih razlogov, je dejala, in to, ne vem, par ur pred soočenjem. Jaz sem pa v resnici že kak dan, dva prej izvedela, da jo kar ne bo, a ne. Ja, Tako da, slučajno. smo slišali, ja. Ja, ampak pač jaz mislim, da nam to ni v nobeno škodo, če kdo ne Ma ne, pride. pa tudi volivcem, ne, konc koncev Si niti ne se želimo lahko sami, takšnega. ja, se lahko sami presodijo, a ne pol. Tako. Tudi obisk je bil kar dober na soočenjih, tisti, ki so prišli v dvorano. Tudi so z aplavzom malo pokazali, kaj jim je všeč, pa kaj ne. Ja, tako da pa mi je s bilo čim se všeč. strinjajo, s čim Ja, se ja. ne, ja. Ampak bila je res povsem fajn. kulturna debata v dvorani, nihče ni izžvižgal nikogar ali Tako, karkoli. noben se ni ali drl, bujal ali ja, ne vem. ja, ne. tako da ja, to me je tudi malo, mislim, tako sem vesela, ja. In kaj zdaj misliš? Kmalu bodo volitve. V bistvu predčasne že potekajo, Okay. v nedeljo bo dan D. Kaj ti misliš? Kaj se jaz bo mislim, zgodilo? neža, to so, mislim, Pa dejno reči, koliko poslancev bo imelo Zasavje? Ljudje analizirajo, mislim, to so analitiki politični. Ok, rečemo. Nehi s političnimi odgovori. Ja. Si se najdla, ne? Jaz mislim, rečemo 3, tako kot zdaj. 3 poslance mislim, daš ja. Zasavju. Okay. Ja, dam. Okay. V redu. Jaz mislim, da jih Kaj- bo več. No, evo, povej. Ja, jaz rečem 4 do 5. 4 do 5, 4 do 5. iz Zasavja. Ja. Ne. Dober. Pa ne zato, ker so tako dobri kandidati, ampak tako, malo kalkuliram stranke, recimo, pa štejem malo tako. Mislim, da 5 je že kar taka hudo optimistična. 3-4 je pa res realna. Okay, dej, povej, evo, zdaj si pač rekla, jaz prvič spremljam kot novinarka tele volitve, ti jih pa spremljaš dlje časa. Koliko je bilo, rečemo, zdaj v teh zadnjih letih, ko spremljaš največ poslancev iz Zasavja? Ja, pa ne vem, če je že bilo 5 kdaj. Še ni bilo. Ne vem, če je že bilo 5. Ampak se tudi spreminja zaradi tega, ker se lahko zgodi, da eden od poslancev postane minister in pride na njegovo mesto nekdo drug, ki ni iz Zasavja. Tako je bilo prejšnjič, ne? Če se ne motim. Tako je bilo v Litiji, recimo. Ne? Je bil v bistvu, Props je bil poslanec, naj bi bil poslanec, oziroma je že bil, in potem je šel na ministrsko mesto in je na njegovo mesto prišel nekdo, ki ni iz Zasavja. Se pravi, bi v bistvu posledično imeli 4 smo imeli poslance po glasovanju. Oziroma ne, nismo imeli, zaradi tega, ker je pa SD, Soniboj Knežak, pa tudi prišel, ko je pa Matjaž Han prevzel ministrsko mesto. No, to sem imela. Torej jaz sta mislim. se zamenjala, Ja, se mi ne? je zdelo, da je bilo nekaj takega, ja. Ja, tako da se to lahko zgodi, tako čisto. Lahko se zgodi, da so 3 ministri, ti naši poslanci, ali pa tudi nekdo, ki ni poslanec. Ne? Tako da bomo videli, kako se bojo karte premešale. Tako, in to že zelo kmalu. In to že zelo kmalu. V bistvu Zadnje že raziskave danes lahko kažejo, grejo ljudje Ja, vol, ja. ne? Predčasno. zadnje raziskave kažejo, da bo stranka SDS in pa Svoboda, da bosta dobila največ. Ja. V resnici se definitivno boste, Verjamem. jaz verjamem, da ja. Verjamem. Vsekakor se pa peče, katere so še tiste stranke, ki bodo dobile vsaj 4 mandate in prišle v Pa parlament. koliko bo razlika med tem dvima, ne?
Seveda, tudi. In potem se bo začel najpomembnejši del, seštevanje glasov oziroma sestavljanje koalicije. Že smo imeli parkrat tako situacijo, da smo dobili morebitnega premierja, ki ni mogel sestaviti koalicije. To se je zgodilo Janši, to se je zgodilo Jankoviću. Tako da bomo videli. Boš šla volit? Ja, seveda. Na predčasne volitve boš šla v nedeljo? Bom šla zato, ker mi bo šefica Neža rekla, da moram videti, da slike naredim. Ja. Pa drugače, verjetno bom si prej tudi hodila na predčasne? Ne, nikoli nisem šla na predčasne. Si pa volila? Priznam, ja. Na vseh volitvah? Ne, če me ni bilo doma, pač nisem mogla. Ti ni bilo tako pomembno, ne? Drugač pa, ne, če smo pa imeli tako, da bi rekla, ne vem, kakšen družinski izlet ali pa kaj takega, smo pa šli ali zjutraj ali pa pol, ko smo prišli nazaj domov, ne. Si kdaj delala na volišču? Če me pa res za vikend ni bilo, ja. A res? No in kako je bilo pa to? Dej to izkušnjo povej. Pa, dolgočasno, sorry. Mislim pač, tam smo zelo sedeli in čakali, da ljudje pridejo. Tu me je zdolg ni bilo nobenega, pol po maši so pač ta manjša volišča, ne? Ja. Ampak pol, ko se je pa zaprl, takrat je pa ratelj zanimiv, ker smo začeli pa štet, pa akcija, pa tret, pa pol pelat na upravno enoto. Ti se bilo pa pol bolj, ja. A je bilo kaj unih, ko so prišli? Mama, ta drugega obkrož! Ne. Ne? Ni bilo? Ne, ste bili res tako volišče Je pa bilo, da sem naredila tam en krog, ne vem, kaj sem šla, nekaj sem mogla poravnati, ali eno tisto škatlo, ali kaj neki. In je glih tam en hotel volt in me tako grdo pogledal. Mislil, da ne vem, plonkam. No, v redu. Ja, pač anonimnost najbolj zagotovljena pri volitvah. Tako. Okay. Meniš, da bi morali pri 16 letih mladi že voliti? Joj, veš kaj? Kaj pa vem, bojim se, da v bistvu to ne bi bila njegova izbira, ampak odraz pač staršev. Mislim, čist realno, če povem. Kaj pa ti? Ja, jaz sem za to, da bi se volilo prej. Še vedno lahko ne grejo volit, ker pri nas ni obvezno iti volit. Ampak sej tudi, to praviš, bi bila lahko izbira staršev. Pa sej, a ni... Mislim, niti ne mogoče izbira staršev, ne govorim o tem, da bi starši rekli... Razumem, ampak ker sliši doma to... Tako, ne. Ampak a ni to tudi situacija skoraj vsakega volivca, ko se pogovarja doma, ko se pogovarja s prijatelji? Jaz upam, da ne, no. Mi ta mladi, ki govorimo, pa potem nas starejši poslušajo. Mislim, definitivno. Sej, a misliš, da midve z svojimi članki pa z soočenji ne vplivamo na volivce? Sej vsak vpliva. Ja, medve pač delave članke, se trudimo, tako kot si že na začetku rekla, ne, damo vsem enake možnosti, da se pri nas predstavijo. Ni pa tako, da bi me pa, ne vem, zanalaš imele, ne vem, enega favorita in bi, ne vem, njemu pridelale članke. Mislim, se tega ne delamo, ne. Ampak dobro, se to se dela pa v gostilni, recimo. Ja. Polnoletni so tam. Mislim, rada bi si mislila, da si ljudje sami izberajo, koga bojo volili, pač res tehtno premislijo in to izberajo. Ampak ja, jaz mislim, da je kar dost velik delež takšnih, na katere se da vplivati. Ampak sej na nas vse vpliva, misliš, da ne? Mislim, tudi to, ko se med sabo pogovarjava. Jaz sem psihologijo študirala, ne? A veš... Ja. Od tega, v katerem okolju odraščamo, do tega, kdo so naši starši, kdo so naši stari starši, še kdo so naši sosedje, vse to vpliva na nas. Seveda, zato pa ne moreš reči, da nikoga ne bo vplival. Ne? Sej tudi otroci, če bi imeli recimo volilno pravico prej, saj moje mnenje je takšno, bi se tudi med sabo mogoče več o tem pogovarjali. A ti greš? Moji pa tako, jaz sem to slišal, ne bi tudi več mogoče teh pogovorov bilo, ki jih zdaj ni, ker pač itak nimajo pravice, vse jim je. Ne? In tako si rekla, na teh soočenjih smo imeli dva fanta, deveti razred, ne? In je zanimivo njih poslušati, jaz vedno vprašam njih, kako to vidijo, pa kako so spremljali, pa kaj jim je bilo zanimivo, pa kaj ne in katere stvari jih presenetijo, recimo. Ne? Ker verjetno to, kar slišijo, kak cirkus, to, kar sem že prej rekla, je ta politika, sta pričakovala, da bo, ne vem kaj na odru, boksarska tekma. Ne vem, Janša pa Golob, ki sta se včeraj mal, ne. Vsekakor so ta soočenja malo bolj vroča, ne. Definitivno so te vodje strank
pač tisto glavno. Medtem ko so to ljudje iz lokalnega okolja, ki se poznajo tudi izven tega odra, mogoče tudi sodelujejo ali pa so v službi blizu tako in je malo drugače. Seveda zastopajo svoja stališča, ampak je bilo zelo. Moram tudi reči, da so bili tokrat sami kar dobri kandidati, te, ki so bili pri nas na soočenjih. Vse sorte smo že imeli, tudi tazga, pred 4 leti, mislim, da je bilo, ko smo rekli, ne, pač, da je izvoljen poslanec in kaj pol prav, ja, jaz bi zavrnil. Ja, okej, zakaj pa pol kandidiraš, ne? Ja. Je rekel, ne vem, prepričali so me. Okej, ful In dobro. tudi na soočenja je prišel. Ne, A pa ja, je tako, prišel mislim, na tudi je imel kaj soočenje. povedati, ampak pač ja, to je bil njegov odgovor, ne, da bi pač zavrnil, ampak še to pred volitvami je povedal, da A je zanimivo. ja. Tako da mislim, vse sorte je že bilo. Okej. Ja, in te tam mladi so mogoče bolj tako pričakovali. Pa oba sta rekla, da je bilo kar zanimivo, da sta mislila, da je politika čisto brezvezna. Jaz ne vem sicer, kaj si otroci sploh predstavljajo pod terminom politika, ampak tako se je bilo zanimivo. Ja, pa o tem ste govorili, pa aha, se to pa malo poznam, pa vem, ja, ne, sej v resnici so to čisto življenjske stvari. Je pa res, da včasih določeni radi opletajo s težkimi, dolgimi, zahtevnimi besedami. Ja, se to, kar ne razumejo, ne. In potem otroci mislijo, da je to, ne vem, Mislim, kako že v jaz resnici pa včasih- morda govori čisto. Že jaz O neki včasih, preprosti ko zadevi. poslušam to, moram prav tisto razmisliti, čakaj, kaj si zdaj povedal, ne? Ja. Kaj še le en otrok, ne? Mislim, jaz sem tudi malo okužila svoje otroke s tem, ne? So hoteli med počitnicami gledati, med počitnicami mislim, da so bila že prva soočenja, so hoteli gledati televizijo, sem rekla, ne, zdaj ima pa tole, ne? Ne, Super, bravo, če mami. ne, ampak ne, to je tako. Če sem čisto iskrena, oni so hoteli gledati kmetijo. Ne. Okej, saj, Sem a ni rekla, isto? Ne, no, sej, točno to sem jim rekla. Ja, sem rekla, ne, tole bo tudi tako zanimivo in tudi tako se bojo malo kregali in se boste lahko smejali in bo komedija in smo gledali. Sicer sem jim mogla vmes majčkeno prevajati določene stvari, ampak so bili kar tako, no, sem bila presenečena. Pa sej jaz mislim, da tega si ne pogledajo, ker ni tako populistično narejeno, ampak hitro pa ugotovijo, da ja, je to kar zanimivo. In da če bi jim nekdo že prej te stvari lansiral, ne, mi smo tudi večkrat udeleženi na teh otroških parlamentih, ko otroci povejo svoje in tudi presenetijo. In ravno presenetijo s tem mene vedno, in to je zdaj že nekaj let iste zgodbe, da rečejo, da želijo več avtoritete, več kazni, več staršev, ki se postavijo po robu, in v smislu njim, ne učiteljem, pa neki drugi avtoriteti. Se pravi, ne permisivne vzgoje. Si Ne, je potrebujejo želijo. meje, potrebujejo omejitve, potrebujejo jasna pravila. In tudi ful jih moti, da določeni niso kaznovani za svoja dejanja. In to zdaj govorimo o osnovnošolskih otrocih, ki jih te stvari že zelo motijo, da so dvojna merila. Da že vidijo, Ne. ja. Ja. In si želijo tega poštenosti, da je nekdo, pa ne govorimo o nekih hudih kaznih, ampak o nekih sankcijah za neko pač dejanje. Tako da otroci presenečajo, ne? Verjamem, ja. Ne, Ja, da res je, bi res je. rekel, ne, najprej, ja, puste me primer, bomo že vse sami naredili. Ne, sploh ne. Ne. Tako da mogoče bomo morali tukaj mi odrasli malo stopiti v to smer. Pa malo začeti poslušati. No, se je marsikjer kandidat zdajle povedal na teh soočenjih, da bi poslušal mlade, ne? Jaz tudi mislim, da včasih se malo norce delamo z teh politikov, pa tako malo si jih privoščimo, po drugi strani pa jih spoštujem vse, ker so tako pogumni, da so vse nekaj naredili. Zelo veliko ljudi reče, ja, tole je butast, pa tole je trapast, pa tole je neumno, pa ta politika, pa ne bom še kakega grdega izraza uporabila, ampak naredijo pa nič, včasih celo volt ne grejo. Tako, ja. Te, ki so se pa izpostavili, pa ni važno v kateri barvi, pa v katerem smislu, so se pa že izpostavili. Se pravi, niso imajo tisti, ki željo bi, nekaj ne vem, narediti. kavč komentatorji ali kako rečejo, ne, niso tako. tisti, ki se pritožujejo doma na kavču, ampak so dejansko se odločili, da bi pač poskusili najprej s kandidaturo, a ne, in potem še v državnem zboru narediti spremembe na bolje, Točno ne. tako. Ker že ena stvar je ta, najlažje je doma na kavču reči, kako je tale glup. Ne? Ja, jaz bi pa to tako naredil, jaz bi pa Potem to drugače. že malo težji, pa še vedno dosti lahko je v dvorani reči, bu, ne. Usediti se na oder, ko ne veš, kakšna vprašanja bodo, ko ne veš, kdo ti bo postavil vprašanje, ali bo na osebni ravni, ali bo nekaj političnega, ali bo karkoli z tvoje tematike, pa ne navsezadnje biti pred vsemi tistimi lučmi pa kamerami, je pa čisto druga zgodba. Tako da jaz mislim, da je tudi spoštovanje vsem, Pogum. da so sploh šli in ne navsezadnje več, kot jih je, večjo izbiro imamo. Ne? Nismo tako kot Amerika, ki bi imeli samo 2 strani, recimo, ampak imamo kar precej izbire. Ne? In
tako, ne, ni tako easy busy biti tudi nek politik pa kandidirati. Pa se ne, se izpostaviti, sploh pa v teh verjamem, lokalnih verjamem. okoljih, ki pa začnejo prati umazane gate, ki začnejo razlagati, ta je bil pa zuno, unovara, tale, ne vem, v osnovni šoli je bila pa taka, recimo, ne, se zelo hitro Pa tudi tako ne. gledati skozi pod prste, pa se jaz verjamem, da marsikdo bi želel res nekaj dobrega narediti, nekaj spremeniti na boljš, pa mu spet drugi malo pod prste gledajo, pa je to ali je politično, ali je, ne vem, strani ljudi, ki ne vejo točno, kaj dela, ne, ali pa so napumpani Ja, od seveda. koga drugega. Saj največ mislim, da je res teh ni lahko, ja. najslabši so hujskači in pa tisti, ki tem nasedajo. Saj tisti, ki s svojo glavo razmišlja, zelo hitro vidi, da pa sej čisto vsak od njih ima vsaj eno mogoče dobro stvar. Ne? Pa tudi večina, jaz verjamem pač v dobro ljudi, mogoče naivno, ampak večina res želi nekaj spremeniti na bolje. Ne? Vsaj na Pa začetku, tudi, ko če s tem, da za kandidirajo, sebe, ne. pa mogoče, če sem pa že za sebe zrihtal nekaj ful dobrega, pa bom še nekaj za lokalno skupnost. Vsaj v tem smislu. Ne. Smo tudi imeli dosti zgodb, takole zdajle, ko smo malo Res, intervjuje res. delali, pa to, ko je Ko jih tudi nekdo manj spoznaš. na a ne. lastni koži nekaj poskusil, a ne, ko Tako. je videl, da se da in se je odločil, da zdaj bo to pa še, ne vem, na državni ravni, a ne. Ja. Tako da ja, jaz jim želim vso srečo. Ja. Definitivno v nedeljo bomo budno spremljali, kaj se bo dogajalo. Zasavci imamo ponavadi kar dobro volilno udeležbo. Jaz si želim, da bi bilo tudi tokrat tako, Tudi jaz, ja. da bomo pionirji v tem, da gremo na volišče. In da se bomo prav odločili. A si ti že odločena? Ja, Ja? ja seveda. Ti jaz povem, da še nisem. Ja. Tvoj problem. A ne? Ja, seveda. Pa še predčasno mogla voliti. V bistvu boš prišla na volišče. Nisem se še odločila, sam moram pa iti voliti. Ne? Ja. Ja, sem. Tako da moram zdaj fajn dobro razmisliti, kakšno prihodnost želim za našo Slovenijo, zase, za svoje otroke, za prihodne generacije. Ja, jaz mislim, da je to kar pomembna odločitev. Sej zelo radi rečemo, kaj pa tisti moj glas. Ja, pa jih to 1000 reče, Ja, pa je en to plus 1000 en glasov. plus en, ne, ja, Ne. pa se nabere. Tako da ja, ne grejo voliti, pa vedno na vse volišča, pa naj bo to lokalne, državne, predsedniške, evropske volitve. Jaz sem za to, da se gre voliti in sem tudi za to in tudi delamo v tej smeri pri nas, a ne Maruša, da jih Tako. izobražujemo, kaj je možno, kaj kdo pove, Tako kaj je, ne. ja. Skušamo ne soditi njihove vsebine. Se In tudi trudimo. veliko od teh, pa ni važno, levih ali desnih, ko se ugasnejo kamere, ko se zaprejo vrata. So navsezadnje ljudje. Tako so Tako ljudje. kot mi, ljudje z Ne, čisto vsi imaš družinami. tudi kake, lej, čisto roko na Ljudje srce, z- imaš tudi kake, sploh ne vem, kaj bi, Ja, kako bi jih poimenovala. Zasavskega zdajle rečete. Ja, wow, Ampak ja, neko- v večini so to neki ljudje, ki imajo tudi svoje družine, ki imajo svoje Ja, ja. življenje, ne vem, svoje kariere, neke želje. Tudi smo take srečali, ki grejo kandidirati, pa pol sred kandidature ugotovijo, to pa se jaz ne bi šel. Ja, ni to easy. Tako da zato bi jaz tako, prvo kot prvo bi dala volilno pravico, da je to dolžnost, da mora iti vsak voliti. Pika. To smo si nekoč, so si naši predniki izborili. Boš pa po eni strani je pa uno, ki pa en reče, ok, eno imamo to, ki reče, ja, kaj pa tisti en glas, to smo že predelali, ne? Se pravi več glasov skupaj, ne? Pa Ja, pol ja. nanese, ne? Drugo je pa uno, ja, se ni nobene izbere, a ne? Ja, pa ti kandidirati, Točno pa to. naredi izbiro. Pa dej, da vidimo, ne? Ker si toliko boljši, pa ko vse veš. Ja. Ja. Tako da želimo kandidatom veliko sreče, v nedeljo spremljamo, Ja. pa seveda obljubimo, da spremljamo tudi vse volitve naprej, pa da še kaj gajstnega tudi še povemo. a Ne? Tako, Evo, pa till next time. evo. Naslednjič pa, kako naslednjič? Povolilno, ne vem, itak bo že Pa toliko bova stvari- še kaj drugega, pa Ja, mogoče naslednjič smo malo itak zasavili. pozabila. Zdajle smo Bomo videli, če bojo po volitvah tudi toliko ministri pa poslanci tukaj, ker Ja, zdajle v zadnjem tednu, jaz sem jih videla 100 ziher, pa vsak ta drug dan. še se napoveduje Še, zdajle ja. neki ceste, Tako tako da, da, ja, to smo zdajle mečkam pozabile, ampak definitivno naslednjič gremo pa še malo skozi to. Kaj je novega v Zasavju? Kaj, Kaj je kakšni temeljni predvolilna kamni so se kar kampanja zgodili, a ne? prinesla Zasavju novega? Evo. Dobra Tako. ideja, pa imamo istočnico. Cool. Ok, vele, Se vidimo. tako.